Božična novoletna oddaja aktiva učiteljev za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku. Merry Christmas, everybody! I hate that I remember. I wish I could forget what you did last December. You left my heart a mess. But you knew it. How could you do it? Do it, do it, do it. Pozdravljeni! Kmalu bodo počitnice, se že veselite? V decembru se je med gluhimi veliko dogajalo. Naš trud pa se kaže v tej božični oddaji, ki sledi. Udobno se namestite in uživajte v ogledu. Začeli bomo s pesmijo Bela snežinka, ki jo je s tolmači odkretal 3. B razred. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej, prvi sneg. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat na me. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat na me. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat na me. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat na me. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Upam, da se bo uresničila želja in da bo naš Božič tudi bel. Bel pa je tudi Božič malega fanta z imenom Matej.
Poglejmo, kaj se je zgodilo z Matejem v pravljici z naslovom Izgubljeno pismo. Nekateri pravijo, da je najboljši način pošiljanja pisma Božičku ne preko pošte, ampak s pomočjo ognja in dimnika. Počakajte, naj razložim praznično zgodbo. Noč pred Božičem našo zgodbo ponese kot sneg, ki nežno pada na mestece. Kjer svetloba iz okna hiša žari toplo in vabljivo. Notri mladi astronavt zavzeto piše pismo. Končno s pismom za Božička končanim, Matej steče na ulico, da se prepriča, da bo njegova hiša vidna iz neba, da se Božiček slučajno ne bi pozabil pri njemu ustaviti. Ena hiša v soseski pa je le ostala temna, brez svečke, brez luči, niti iskre ni bilo. Mračna stara hiša je kvarila izgled ulice. O ne, to pa ne bo v redu, je rekel Matej. Svojim ptičem in veliko dobre volje je pozvonil pred vrati hiše. Vendar je bila gospa, ki je odprla vrata, zmedena in nepripravljena na to, kar se bo zgodilo. Tam sredi sobe je stal Matej vesel, pripravljen pomagati, čeprav ni bil povabljen. Navdušeno je začel okraševati sobo, dokler ga stara gospa ni nagnala ven. Ko je gospa sedela v svoji mračni hiši in srkala svoj čaj, je Matej zunaj pripravljal svoj plan B. Kar naenkrat se je iz dimnika zaslišal glasen "Aaaa!", ko sta dva glasova spustila svoj glas. Na poti navzdol je Matejov ptič opazil neko prašno staro stvar, ki ji ni mesto tam. V prašnem oblaku sta iz kamina priletela Matej, njegov ptič in božična jelka, iz katere je padal okrasek, se skotalil do omarice in razbil okvir slike. Osramočeni Matej je zdaj gledal v razdejanje, ki ga je povzročil, in zagledal sliko, na kateri je bila deklica. Fant je pomislil, ali je deklica morda njena hči. Gospa se je nasmehnila in mu povedala zgodbo o žalostni in osamljeni deklici. Sama na svetu, brez brata ali sestre. Deklica je tako hrepenela po toplini druge osebe, da se je odločila poslati pismo, na katerem je pisalo: Dragi Božiček, prosim, pripelji mi prijatelja. A tisti ubogi deklici nihče ni odgovoril na pismo. Verjetno si ugotovil, da sem jaz ta deklica. Zato ti pravim, pozabi na Božička, on ne obstaja. Ta uboga deklica si je želela samo prijatelja, je pomislil Matej. Njegovo lastno pismo se mu je zdaj zdelo preveč neumno, da bi ga poslal. V čem bi bil sploh smisel? Tako popolnoma oropan vsakega upanja je odložil sliko in svoje pismo, tiho odšel in ugasnil vse božične luči na svoji hiši. Znotraj hiše je sedela gospa, gledala v sliko in že žalovala za svojimi izrečenimi besedami fantu. Priletel je ptič, se usedel na njeno sliko in kazal na dimnik. Le kaj je hotel povedati ta nadležni ptič? Zdaj je iz kamina priletelo zaprašeno staro pismo. Gospa je bila prepričana, da ga je že videla. Oh, pa to je moje staro pismo Božičku. Najbrž se je tam zataknilo in obtičalo vsa ta leta, je razmišljala z očmi polnimi solz.
In tako je prvič po tisti usodni noči gospa spet prižgala ogenj v kaminu in položila vanj svoje pismo. Vse zahvaljujoč ptici, ki je zdaj opozarjala gospo, da naj ne pozabi na Matejevo pismo. Pismi sta se dvignili do dimnika, se prepletali in vrteli v ognju. Dve želji, oviti v bleščečo noč, sta začeli svojo pot proti severnemu polu. Mladi Matej se je zbudil zdaj v najslabšem božičnem jutru doslej. Vse dokler ni čez okno zagledal darila, ki mu ga je Božiček pustil po noči. Želja se ni uresničila samo Mateju. Čudovit je bil tudi božič stare gospe. Njena preprosta želja, da bi dobila prijatelja, je bila zdaj uresničena. Verjemite, da nikoli ni prepozno. Želje se uresničujejo in vredne so čakanja. Kako zelo je pomembno, da smo prijazni en z drugim, da si pomagamo in ne pozabimo, da nikoli nismo sami. Kaj bodo mladi prinesli v svet, pa bosta na pesem Novi val odkretali Karolina in Hana. Kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje? Kako od tu nazaj, če je papir več vreden kot smo mi? Tiho prepusti, naj me nosi nemirno morje. Mogoče me prav danes še zadnjič ohladi. Radio predvaja le še strele in udarce. V časopisu piše, da smo zašli s poti. Danes bomo peli in dvigali kozarce. Včeraj smo rojeni in že vsega krivi mi. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Letajo po zraku sledovi optimizma. Vajeti v mraku, prevzem protagonizma. Zbrali smo pogum za upor, da nekaj spremenimo. Bolje, da smo danes nori, kot da jutri se bojimo. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izbira se zlato, izbira se zlato. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izbira
Kaj zate pomeni zima? Se najdeš v katerem od odgovorov učencev 3., 4., 5., 6. B razreda? Pozorno glej in poslušaj. Rada se sankam. Rada imam božič. Rad hodim po snegu. Rad delam sneženega moža. Rad se drsam. Rad se kepam. Rad imam ognjemet. Rad imam počitnice. Rad imam božička. Rad imam darila. Komaj čakam, da bo zapadel prvi sneg in da bom lahko počela vse te zabavne stvari. Zabavala se bom z družino in prijatelji. Tako zelo lepo je, ko združimo moči in nastane nekaj tako lepega, kot je pesem, ki sledi. Stojim, gledam ljudi in učim, je vsaka beseda odveč, ko večer se spusti. Otroci se smejijo, trenutek je ujet, jim lička rdeča žarijo, ko zapade prvi sneg. Spet božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se lahko. Spet za božič smo skupaj. Vem, da je včasih težko, ko nič ni kot naj bi bilo. Grenkoba v nas se prikrade, se sanje razblinjajo. A vendar in prav zato lahko verjamemo, da vse lepo se enkrat zgodi, če resnično ljubimo. Zdaj božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se za božič, lahko spet smo skupaj. Pesem odmeva zazveni, sanjajmo o sreči za dobre ljudi. Saj božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se za božič, lahko spet smo skupaj. Saj za božič si bomo spet skupaj. Čudovito. Lepo je, ko vsi skupaj sodelujemo in tega si v prihajajočem novem letu želimo še več. Oglejmo si še zadnji prispevek 7., 8. D razreda in poglejmo, kako so pa oni združili moči in kaj lepega nam želijo.
party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Vesele božične praznike in srečno novo leto.